Dober dan, lepo pozdravljeni na našem današnjem webinarju. Z vami sem Barbara. Danes bomo govorili, kako spremenite kritike svoje znamke v promotorje, v navdušene stranke. Zdaj, jaz verjamem, da nihče izmed nas nima rad, ko ga nekdo kritizira, čeprav je ta kritika včasih mišljena kot zelo dobronamerna stvar oziroma kot nasvet. V zasebnem življenju nas kritike lahko zelo prizadenejo, vsaj v tistem trenutku, ko jo dobimo, nas razžalostijo. V poslovnem svetu je pa tako, da se ob kritiki sprašujemo, vsaj če razmišljamo o tem, da bi se razvili, zakaj nam je bilo tega treba, ne? Zakaj je prišlo do napake, zakaj nismo mogli mi že sami tega prej opaziti, da bi že sami popravili to zadevo. Največja skrb je pa seveda to, da bomo izgubili to stranko, ki se je pritožila, ki nam je dala kritiko. Ni pa vedno nujno, da bo ta stranka tudi odšla oziroma da bo ta kritika povzročila nek, recimo temu, val odhajajočih strank, ker zelo pomembno je, kako se vi odzovete, ko to kritiko prejmete. Prvi korak oziroma vsaj nek začetek je, da te kritike ne vzamete zgolj in samo kot kritike, pritožbe, ampak jo interpretirate raje bolj kot odlično priložnost za izboljšavo, ker v bistvu za to tudi gre. Ena izmed prednosti kritike je, da točno veste, pri čem ste. Če mogoče ponazorim s primerom, v nekaterih primerih imate recimo za ocenjevanje zadovoljstva 5 zvezdic ali pa ne vem, oceno od 1 do 5 in najslabše je, če vi dobite 3 zvezdice, torej neko sredinsko mlačno mnenje, ki ni ne tič ne miš, in vi dejansko ne veste, kaj je bilo dobro, kaj je bilo stranki všeč in bi se mogoče zaradi tega še vrnila, oziroma kaj jo je toliko zmotilo, da bo pa še razmislila o tem, a pride nazaj k vam. Torej, če vas nekdo pokritizira, je v bistvu to popolnoma dobro, ker vi veste, kaj morate popraviti, na čem morate še delati, da boste boljši. In kar je v bistvu še bolj spodbudno pri kritiki, če pogledamo na to z svetle plati, je pa to, da lahko vse te stranke, ki se pritožijo oziroma kaj pokritizirajo, spremenite v svoje promotorje, torej v ene stranke, ki bodo pa zelo navdušene nad vami, kljub temu, da so imeli neko negativno izkušnjo pri vas. Ker če se ena stranka toliko posveti in angažira, da nekaj svojega časa in truda v to, da vam napiše kritiko, to pomeni, da mora biti v njej kar precej nekih, sicer v našem primeru negativnih čustev, ampak z nekaj vzpodbude, z nekaj pametnimi potezami oziroma ustreznim odzivom, pa lahko to kritiko oziroma mnenje spremenite v zelo pozitivno. In danes se bomo posvetili ravno temu. Pa gremo kar naprej in vidimo kako. No, prva stvar, ki je to, da stvari ne pometate pred preprogo, ampak jih uredite. Dejstvo je, da težave se bodo pojavile, napake se bodo zgodile, nihče ni popoln, ne. Lahko je kakšen človeški faktor, je mogoče vaš prodajalec na terenu slabe volje, ima slab dan, lahko je tehnična napaka, kakorkoli že. Dlje časa, ko se boste reševanju te težave izogibali, težje se boste potem lotili oziroma bo pa že čisto šla izpod nadzora in je sploh ne boste mogli rešiti. In dlje časa, ko se ne boste ukvarjali z neko pritožbo ali kritiko, veliko slabše bodo posledice. Zato prvi nasvet je, da ne odlašate z reševanjem težav, ampak se jih aktivno lotite. Ker ko bodo stranke videle, da ste se vi kot podjetje odzvali na neko kritiko in da želite zelo aktivno pristopiti k reševanju te težave oziroma pomagati stranki, da bo to težavo ali pa nezadovoljstvo odpravila, takrat veliko lažje verjamejo vam kot podjetju, da se res trudite za zadovoljstvo svojih strank in da jih tudi cenite.
No in v povezavi s tem je naslednja točka oziroma nasvet, dajte se odzvati takoj. V času danes, ko ima praktično vsak svoj profil in na Facebooku, Twitterju, drugih družabnih omrežjih, ko ni več problem v trenutku poslati maila ali pa SMS-a oziroma kakorkoli drugače stopiti v stik z veliko množico ljudi, ne zdaj samo z enim ali z dvema, je kratek čas ključnega pomena za to, kako boste vi lahko svojega kritika spremenili v promotorja. Dejstvo je, da danes vsi pričakujemo ekstremno hitro odzivnost. Če jaz pošljem mail nekomu, pričakujem, da bo pa kar že čez 1 uro on vse naredil in mi odgovoril. Če ne morete rešiti zadeve takoj v 1 uri ali pa nimate dostopa do podatkov, dajte se vsaj toliko odzvati, da napišete hvala lepa za vaše mnenje, zadevo bomo raziskali in takoj, ko dobimo neke odgovore, se vam javimo. Zelo pomembno je tukaj tudi, da to potem dejansko naredite. In ravno ta kratek odziven čas je pokazatelj, kako zelo vi cenite svoje stranke. Torej, krajši kot je vaš odzivni čas, boljši občutek imajo stranke. In zdaj ni to več stvar minut, ampak je že stvar sekund in vsaka sekunda, ki mine brez odgovora, bo med vašo stranko in vami zgradila vedno večji cilj nezadovoljstva. Ker zavedati se morate pa tudi tega, da ima danes stranka nešteto možnosti, da hitreje kot kadarkoli prej v preteklosti razširi svoje nezadovoljstvo z vami. Zdaj, če to nekdo včasih lahko delil mogoče samo svojo družino, z nekim ožjim krogom prijateljev, zdaj lahko to deli z ogromno množico ljudi. Tudi če imam jaz na Facebooku samo 100 prijateljev, pa če to všečkajo 3, 5, 10, to oni razširijo še med svoje prijatelje, drugi med svoje. Skratka, to lahko postane ne samo znano celi Sloveniji, ampak znano celemu svetu. In tega si res ne želite privoščiti, da vsi govorijo o tem, kako ste vi neodzivni, kako slabo skrbite za svoje stranke. In res pazite na to, da se odzovete takoj, da jim ponudite vsaj to, da boste nekaj naredili na tem, da boste raziskali zadevo, ker mislim, da si danes nobeno podjetje ne more več privoščiti enega velikega števila izgubljenih strank zgolj zato, ker se neke pritožbe ali pa kritike ni lotilo takoj. No, in ko pa se lotite kritike oziroma pritožbe, morate pa poskrbeti, tako kot sem že prej omenila, da stranka ve in se zaveda tega, da ste ji prisluhnili, da ste jo slišali in da vam je zelo mar za njeno mnenje, torej da ga boste tudi upoštevali pri svojem nadaljnjem poslovanju. Ker osnova vsakega odnosa, tudi tega s stranko, je to, da vi poslušate in potem date tudi nek feedback nazaj. Torej je dvosmerna komunikacija in je zelo pomembno, da s stranko tudi sodelujete. Zato dajte jim prisluhniti, kaj vam želijo s to pritožbo sporočiti in se potrudite odpraviti to napako. Zdaj, če gre za neko tehnično napako, boste mogoče lažje oziroma hitreje rešili, kot če gre, ne vem, za zadovoljstvo v povezavi z vašimi zaposlenimi, tam boste mogoče imeli malo več dela. Ampak, ko se enkrat te zadeve lote in ko jo rešite, dajte o tem stranko tudi obvestiti. Ne biti neodzivni, ker boste, pa če se da, zdaj velikokrat so kakšne pritožbe že na Twitterju in Facebooku in takrat, ko se v komentarju odzovete na njo, to je dejansko javno. Če vam pa pošlje mail, naprimer, dajte stranki odgovoriti, lahko jo pa tudi, ne vem, proste, če lahko njen primer uporabite tudi za svojo spletno stran in če se vam zdi primer koristen, da lahko s tem res prikažete, kako ste fino rešili neko težavo, ki jo je stranka imela, lahko tudi to uporabite kot referenčen primer vaše dobre skrbi za stranke. Ker s tem boste
tej dotični stranki, ki se je pritožila, pa tudi vsem ostalim potencialnim strankam pokazali, da res nenehno stremite k temu, da bi izboljšali svoje storitve, svoje izdelke, da bodo stranke zadovoljne. In če to podprete še z nekimi konkretnimi primeri, potem toliko boljše, ker s tem samo pokažete in dokažete, da mislite resno. Kot sem že rekla, danes je to precej lažje, zato ker so odzivi velikokrat na družabnih omrežjih, tako da tam do njih že dostopajo tudi drugi različni kupci oziroma stranke. Če se morda kdo pritožuje nad vami v svojem blogu, komentirajte ga, povejte, kako ste rešili to zadevo. Velikokrat se zgodi, da se stranka pritoži, pa potem odgovori, vi kot podjetje odgovorite nazaj in potem vas bo dejansko stranka pohvalila, kako je super, poglejte, naletel sem na težavo, sem se pritožil in podjetje je naredilo vse, kar je v njihovi moči bilo, da so mojo težavo rešili. In jaz lahko zdaj, naprimer, neko storitev takoj uporabljam v roku 2-3 ur, kot da se ne bi nič zgodilo. In to je zagotovo zelo dobra reklama za vas in tudi v bistvu praktično brezplačna, ker vas bodo dejansko oglaševali vaši zadovoljni kupci, ki niso zadovoljni samo s končnimi storitvami, ampak tudi s tem, kako se vi obnašate do njih in kako jim pomagate rešiti težavo, ki jo imajo. Ker dejstvo je, da če bo vam mar za vaše stranke, potem se bodo tudi stranke pobrigale za vas. O tem že lep del webinarja govorim, da popravite napako. Vsakič, ko boste prejeli neko negativno mnenje ali pa kritiko, je to priložnost, da se izkažete kot odlično podjetje, ki skrbi za svoje stranke in da postavljate njihovo zadovoljstvo na prvo mesto. Za dosego tega cilja se pa trudite po svojih najboljših močeh. Res je, da si mogoče v kakšnih primerih stranke takšne obravnave zaradi svojega lastnega odnosa niti ne bi zaslužile, ampak gledajte na neko širšo sliko. Za vsako stranko se morate potruditi, ali je tečna, ali je zoprna, lahko je pa zelo prijazna, ker ni bistveno to, kakšna je stranka, ampak kakšni ste vi kot podjetje. Stranka je kralj in vi morate ugoditi v vsakem primeru. In res se za vsako stranko potrudite po najboljših močeh, ker ravno ta trud lahko doseže tudi druge stranke, in izboljša podobo vašega podjetja oziroma vaše znamke, lahko pa jih prepriča tudi v sodelovanje z vami, ker odličnega odnosa s stranko ne boste mogli nikoli tako dobro prikazati, recimo v oglasu ali pa v neki marketinški kampanji, morda zapisu na blogu, kot pa boste to naredili z demonstracijo oziroma z realnim primerom, torej s prakso. Ker v bistvu pri vseh teh pritožbah in kritikah ne gre za to, da se je pritožila neka posamezna stranka v nekem specifičnem trenutku. Gre predvsem za to, da to kritiko izkoristite tudi vi in na njeni podlagi ustvarite sloves k strankam usmerjenega podjetja. V bistvu, če pogledamo na to z malo drugačne strani, gre za investicijo z možnostjo za zelo bogat izplen, tako da ne podcenjevati te priložnosti, ampak jo izkoristite. No, in ko enkrat to, bom rekla, napako rešite, dajte se zelo potruditi, da je ne ponovite, ker bo izpadalo, kot da se iz strank norčujete, in kot da res obravnavate vsako stranko posebej, ok, zdaj zadovoljna, zdaj gremo pa naprej, mogoče bomo pa kakšno, ki se ne bo pritožila, lahko pa malo izkoristili. Tega si ne privoščiti, ko enkrat vas nekdo opozori, da je nekaj narobe, da bi mogli nekaj odpraviti, to odpravite.
in se tega potem tudi držite, oziroma vztrajajte pri tem, da boste ves čas stremeli k odličnosti in ne šli korak nazaj na neko, bom rekla, slabo oziroma kritizirano storitev. Veliko se govori v zadnjem času o enakosti, pa bom tudi jaz se malo dotaknila te teme. In sicer zapomnite si, da štejejo vse stranke. A ne? Prej sem rekla, da morate se odzvati na vse pritožbe oziroma mnenja strank, pa naj bodo te stranke vljudne, prijazne ali pa glasne, zadirčne, jezne, ki vas žalijo. Vse morate obravnavati z enako spoštljivim odnosom. To pa ne velja samo za to, kako se stranke obnašajo, ampak tudi za to, recimo, kako pomembne so. A ne? Pogosta napaka podjetij je, da ignorirajo kakšno kritiko recimo bom zdaj dala primer za blog, torej ignorirajo kritiko na blogu, profilu ali pa strani, ki ima zelo majhno število sledilcev oziroma všečkov, ker si rečejo, saj oni so pa tako majhni, da se ne splača ukvarjati s tako majhno ribo, a ne, saj noben ne bo nič rekel, noben ne bo ničesar opazil, bo že potihnil. To je klasična napaka, ki se ujema s prvo točko, torej da pometate stvari pod preprogo, ker se morate zavedati, spet se vračam nazaj, danes imajo ljudje dostop do mnogo informacij, do ogromno stikov in to je res ogromna napaka in si nikar ne privoščite tega, da enemu majhnemu ali pa mogoče neprepoznavnemu blogerju ne priznate nobene vrednosti, ker lahko se zgodi, da pa njegov blog bere nekdo in spremlja nekdo, ki pa ima vpliv in moč, ki pa ima ogromno sledilcev. In če on samo citira oziroma povzame ali pa doda povezavo en svoj blog, bo pa to v zelo kratkem času postala že ogromna težava. In z eno samo objavo bo nekdo lahko vam naredil ogromno škodo, že samo s tem, ker bo rekel, niso se odzvali na pripombo enega majhnega, ni jim mar, a ne, in takrat boste izgubili že ogromno dragocenega časa, da bi vi lahko enega nezadovoljnega kupca spremenili nazaj v zadovoljnega kupca in hkrati v promotorja svoje znamke. In to je res nekaj v tem času vedno bolj povezanih strank, kar morate upoštevati in si seveda te zadeve ne privoščiti. V nasprotnem primeru, a ne, če pa vi upoštevate vse te ljudi, pa to pomeni, da lahko ravno na ta račun dobite veliko pohval, veliko reklame in tudi priporočil drugim potencialnim strankam. Potem pa še, ko ste že rešili težavo, je pa zelo fino, da se pozanimate tudi, ali je stranka sploh zadovoljna bila z vašo rešitvijo oziroma kako zadovoljna je bila. To lahko je, ne vem, nekaj ur, nekaj dni, mogoče teden, odvisno, zakaj se je stranka pritožila. Zdaj, če dam en konkreten primer, recimo stranka je pri vas kupila neko napravo in pride domov in naprava ne dela. Ne? In kaj zdaj? Stranka pride nazaj, se pritoži, reče, glejte, vi ste meni zagotovili, da je ta naprava brezhibna, že pri prvi uporabi je vse skupaj zaštekalo, nič ne morem narediti, a ne, jaz hočem denar nazaj, dosti vas imam, ne bom se več ukvarjala z vami. V tem trenutku, a ne, potem vi to težavo rešite, se jo upravičite, ji date recimo novo napravo in tako naprej. In stranka potem relativno zadovoljna odide od vas. Vi pa dajte potem reči čez kakšen teden ali dva, jo pa mogoče pokličete, pa jo vprašate, gospa, kako ste pa zdaj zadovoljni, a vam je všeč, no super. Skratka, dajte se pozanimati, kako je stranki bila ta rešitev všeč in ji dati predvsem vedeti, da jo zelo cenite, da cenite njen nakup, da si pa želite seveda še naprej poslovati z njo in da boste zelo veseli,
če lahko kakorkoli pomagate ali pri nakupu ali pri svetovanju, oziroma karkoli pač ona želi oziroma potrebuje. Ravno to je ta odnos, s katerim gradite, oziroma oblikujete zadovoljne stranke, in ravno s takšnim odnosom bodo tudi stranke verjetno precej bolj pripravljene ponovno sodelovati z vami, ker bodo res videle, da vam ni vseeno, ali stranka odide zadovoljna ali stranka odide tako z zelo mlačnimi občutki, ker bodo vedeli, da se lahko zanesejo na vas, ne samo takrat, ko jim želite nekaj samo prodati oziroma da boste vi zaslužili, ampak tudi takrat, ko pa mogoče oni potrebujejo vas. Zdaj jaz se zavedam, da nekega čudežnega zdravila ali pa rešitve za to, kako bi čisto vsako stranko, ki se pritoži ali kritizira, spremenili nazaj v zadovoljno stranko, v promotorja, ki bi vas priporočala naprej. In tudi ni v bistvu, kako bi rekla, enega čudežnega zdravila oziroma rešitve, ki bi preprečila, da bi vi to kritiko sploh dobili. Ampak s tem, ko pa kritiko sprejmete in se jo aktivno lotite, torej razmišljate, kako bi najboljše rešili zadevo za vašo stranko in potem najdete skupaj z njo ustrezno rešitev, s tem ustvarite okolje, kjer so dobrodošle tako pozitivne kot pa tudi negativne kritike. In na ta način boste postali vi boljši kot podjetje, ter v bistvu se bo res izkazalo, da skrbite za stranke zelo iskreno in s tem boste pa vplivali pozitivno tudi na njihovo zadovoljstvo in pa to, da bodo promotorji vaše znamke oziroma podjetja. Ker tudi če gre kaj narobe, če na drugi strani nek korekten, prijazen odnos, oseba, ki se zelo potrudi za vas in vam je pripravljena pomagati, boste tudi to neprijetno izkušnjo pozabili oziroma jo morda dali celo kot odličen primer, kako se skrbi za stranko in se boste z veseljem vračali nazaj. To je za danes vse. Če imate še kakršnakoli vprašanja, me dobite na naslovu barbara.cukjati@afnafrodix.com. Lahko nam pišete na naš splošen mail ali pa greste na našo spletno stran, kjer je pa tudi že kar nekaj gradiva, kako graditi boljši odnos s stranko in seveda se prilagajati na spremenjene nakupne navade današnjih potrošnikov.